Fiatov poskus napraviti mali enoprostorček iz najmanjšega hišnega dostavnika je lepo uspel. Kubo je res majhen, a je na osnovi odlično izrabljenega prostora, ki ga ponuja njegov brat Fiorino, dovolj velik, da se zlahka vanj pospravi manjša družinica. S prtljago seveda. No, pa še eno lastnost ima. Ta družinica ga bo hotela imeti še bolj zaradi njegovega, lahko bi rekli, šminkerskega izgleda. Tako zelo igriv in privlačen je na pogled. A ker je lepota balzam le za oči, je za uporabo seveda tu poleg tudi praktičnost. Kubo je zasnovan tako, da je skozi velika zadnja vrata z lahkoto priti do prtljažnega prostora in vanj nakladati prav tako velike stvari. Lahko dostopnost k zadnji klopi pa omogočata z bokov na obeh straneh drsni vrati. Kljub majhnosti s prostorom prav nič ne skopari, bo pa voznik negodoval nad iskanjem prave pozicije sedenja. In sopotnik se bo jezil, ker njegov sedež ni nastavljiv. Težko se bo privaditi na uglašenost podvozja tegale avtomobilčka, ker se inženirji praktično niso posvečali udobju, zato je Kubo ostal pretrdo vzmeten. Poskakovanje je stalno in moteče, razen ko je primerno obtežen. Po drugi strani je zaradi kratke medosne razdalje zelo okreten, lahko vodljiv in predvidljiv. Agregat je mnogokrat preizkušeni turbodizelski multijet, ki ima ob 1,3 litra gibne prostornine 55 kW, varčnost pa potrjuje povprečna poraba, ki znaša 5,5 litrov. Kuba morate kupiti s točno določenim namenom. Ne iščite udobja, ampak veliko prostora in okretnost na zelo majhnih merah. In simpatičnost.